Nismo odgovorili na prejšnje vprašanje od Une. Zanima me tudi, kaj so lastnosti, ki so moškim pomembne. A veš, kaj je sprašvanje? To je... No, kaj... Naprimer, videz, karierni, finančni uspeh, status v družbi, ne? To ona sprašuje. A je pomembno moškim, ne? No, kaj bi ti rekel, Klemen, top 3 stvari? Recimo, zdaj greš na dating scene, kaj so top 3 stvari? Pa tako, čisto rano, ne mi zdaj reči, njena duša, kako odprta srce, ego. Ja, pa nimam kaj za reči. Ja. Če mi našel reči. Ne, ampak po moje je to sploh ne njena lastnost, ampak kako se jaz ujamem s to osebo. No in kakaj je... To mi je najbolj... Ja, ampak kaj je njena lastnost, ki jo ona ima, da se ti pol ujameš z njo? Da jo zanimajo drugačne stvari, kot mene. Drugačne? Drugačne, ja. Ne smejo biti iste. Recimo, jaz ne bi mogel biti v partnerstvu z Škrabo ali pa s tabo. Ne? Ampak Škraba je tebi manj podoben, kot so vse tvoje punce, pa bivše, ki jih jaz poznam. Ne. Ne, mi da s Škrabo se lahko pogovarjava 4 ure o blockchainu, o biznisu, o igrcah. Samo to ni tvoja lastnost. To so neki tvoji interesi, to ni tvoja lastnost. Nisem rekel lastnost, rekel sem, da jo zanimajo druge stvari. Ja, ampak prej si rekel, to ni moja vprašanje, kaj je njena lastnost, kaj tebe pritegne. Potem karakterno, recimo, če zdaj te tvoje punce, Škraba, manj podoben tebi, kot recimo so tvoje partnerke bile. Bi jaz rekel, a ti bi se strinjal? Pa tudi jaz. Ja, mislim, to, ker ne poznam njegovih bivših. Jaz se ne bi strinjal, no, ampak... Ja. Meni zadnja leta najbolj funkcionira invers od mene, se pravi inverzen pogled na svet, kot ga imam jaz. Ja, res. Zato, ker to mi je tudi najbolj tako stimulativno pa zanimivo, ker se lahko ful drugih aspektov, ne da se naučim, ampak vidim o lifeu. Okay. Če imam nekoga, ki je podoben meni, mi je malo boring. Ok. A lahko challengem za moment? Ja, valjda, sej to je podcast, ki je pač namenjen. Ker sem jaz basically plačan za to, da challengem vaše vajne izjave. Daj mi en tvoj belief, en tak glavni belief, ki ga ti imaš. Belief? In ne vem, da je life... cikličen. Ne, nisi dobro rekel. Nisem dobro rekel. Nisem dobro, vprašam, bo ti dobro rekel. Napačno odgovor. Ja, ne, bova trge začela. Recimo, kontra tvojemu personalityju je redneck. To je recimo kontra tvojemu personalityju. Ok, ja. Dobena tvoja punca ni na tak način, kot jaz vidim nasprotje tebe, da bi bila redneck, tako, ti si dajmo se poditi za dober svet, tam ne, samo na svoj rit misl. Tako, na ta način jaz ne vidim, da si ti, da imaš korenito drugačne poglede, kot je tvoja partnerka. Ne, to so dve različni stvari. Lej, vrednote morajo biti po mojem sklajene. Vrednote so ful pomembne, da so usklajene. Zato, ker če ti, ne vem, toliko bo klešanja, če so vrednote fundamentalno različne, da ne bo veza funkcionirala. Preveč bo kregov, preveč bo nestrinja, neskladij. Ne? In jaz ne govorim o tem. Jaz mislim, da vrednote morajo biti iste. Se pravi, deli dobro za druge, ena vrednota. Če imam jaz punco, ki reče, to je največji bullshit, moraš za sebe samo. Jaz s to osebo nisem kompatibilen. Nisem tega mislil inverzno. No, po teh vrednotah si ti bolj podoben tvojim partnerkam, kot daš oceni, kot si meni pa Škrabi podoben. No, ne vem. Zdaj smo ful preveč splošni, ne vem. Nisem čist No, kaj pa s tem misliš, če niso vrednote, kaj je to, kar si rekel, da iščeš to? Recimo, če se jaz ukvarjam z UX dizajnom, jaz nočem imeti baby, ki se ukvarja z UX dizajnom. Ker mi je to boring. Okay, ona lahko dela 100,000 stvari. Lej, ona se ukvarja recimo z astrologijo. Ali pa z jogo. Jaz se s tem ne ukvarjam. Sam joga je tako ful bliže tvojega sveta, kot je oddaljeno. Ampak jaz nič ne vem o jogi, niti se nikoli nisem z njo ukvarjal. In je neka druga veja
ki jaz ne razumem. Jaz bi rekel temu drug list na te isti veji. A veš, kontra bilo, če bi ti rekel, moja partnerka je mehanik. Fakt, to je pa res kontra, kaj ti delaš. Ti si full v meditaciji, ona jogira stari v isti hali sta, ti si levo, ona desno. Ne. Dost drugače, no. Dost drugače. Če random človeka ustaviš na tem svetu, pa mu poveš 100 kategorij, bo dal meditacijo pa jogo, najprej skupaj, a veš, ti imaš, veš, koliko stvari imaš ti izven tega. Iz tega mislim, da te razlike, ki vidiš, so tako, če pogledaš, koliko je nekih opcij, je v bistvu zelo bolj blizu, kot je različno. Ni mehanik. No, če bi ona se ukvarjala z UX dizajnom ali pa bila v biznisu, v marketingu ali pa čemrkoli, to sem videl, da ni link z mano, zato ker je preveč podoben mojemu rad imaš pa, da je podobno. To bi jaz rekel, da je bolj podobno. Meditacija, joga. To. Ne, da je tako, da me tako malo zanima, ampak da nič ne vem o tem. Tako. To mi je sweet spot, a ne? Ja. To mi je sweet spot. Ja, to se strinjam. Tako. Ne vem, kako smo do tega prišli. Ti si neki challenge odhod. To, kar sem jaz rekel. Ja. Lastnosti, o tem se pogovarjamo. Kaj so lastnosti? Začela sva pri mojem vprašanju, zatekle, kaj bi rekel, da so top 3 lastnosti, ki je ta punca spraševala, kaj bi ti rekel, da ti zdaj največ pomenijo. Ja, eno je to, kako se jaz z njo pač to ni njena lastnost. Ni njena lastnost, ampak to mi je recimo, da pomembna, ne? Recimo zelo visoka. Ne? Pol, da ima neke strasti, se pravi, da dela ene stvari v lifeu, do katerih je strastna, ker ne vem, poznam veliko ljudi ali pa punc, ki se tako malo iščejo, pa ne vejo, kaj bi, to mi je ful neprivlačno. Tako da mene je vedno ta stvar ful privlačila, da mi reče, zdaj sem pa čisto noter v eni stvari in jaz nič ne vem o tem, to mi je ta sweet spot in ne razumem ta passion, ker jaz vem, da imam jaz ful passionov pri svojih stvarih. Ne razumem pa ljudi, ki pa nimajo tega. Zato se jaz ne bi mogel pokonektati s punco, ki nima tega. Ker je vse tako malo, ne vem, malo v službo hodam. Kaj te pa uno res zanima? Kaj te driva? Kaj popoldne delaš, ko imaš prosti čas? Nič, grem malo. A veš tako, to mene ful odbije, recimo. Cool. Pa vides. Pa potem vas ne vredo. Aglih kontra. Jaz bi rekel, za moje mentalno zdravje mora biti ta vrstni red. Če ga pa obrnem, pa ni dober za moj long term well-being. Ne? Kaj pa ti škrava? A kaj mi je pomembno? 3 lastnosti. Dobro srce. Ok, naprej. A gremo naprej. Ja, naprej. Na naslednjo epizodo. Ja. Tako konc, kar res tako. Ne, razen če si mislil dobro srce, tako, da je zdrava. To bi še mogoče verjel. Mislim, oboje. Puls tam 45, ne. Ne, a to si resno si začel, ali si mal trolu? A lahko prosim, Ne, resno? A lahko razložiš, kaj to je? Dobro srce. Kako se to kaže? Se ne zna, zato ga si izmišljuje sproti. Poštena, delovna. Daj mi ti pa, kako ti preden se daš dol, oceniš, da je ta oseba poštena? Kako ocenim to? Stari, ti si... Ne, so neke metode, da to... Če se ponuda, da za pol na prvem zmenku. Ne. Ja, že to, da je z mano, ne, tam, da se da dol, to je kar... To je kar pošteno. To je kar pošteno, stari. Pošteno. Veš, da je poštena, to pa dodelna. Da se dala s teboj dol. Ja, tako, to je odgovor. Ok, še kaj? Dobro srce. Kaj pa za res? Ja, zanimiva. Že dolgo časa nisi bil na dating sceni. Vidim, da sploh več se ne moš uživeti, sploh več ne veš, kaj ti pomeni. Ja. Ne, se strinjam s Klemnom. Klemen je kar lepo opisal. Jaz nisem tok, a je dela ful različne stvari.
Meni je to čisto. Lahko dela tudi iste. Ko si delal kompromise, si večkrat delal vizualen kompromis, ker je bila kolosebnost, ali si naredil pod osebnosti kompromis, ker je dobro zgledala? Čekaj. V preteklosti, zdaj pa tvoj trenutni zvezi ni, valjda ni kompromisa, ampak pri prejšnji. Pri prejšnji. Pa malo je bilo posod kompromisa. Ne vem, ne spomnim se več. Vse, kar je bilo, ni več pomembno. Kaj pa ti? Jaz sem iz leta v leto imam nižji standard vizualen, pa višji standard oseben. Višji standard oseben, aha. Vizualen mi... Sam še vedno vidiš pač tok. Ampak malo se usklajuje. Bil je 100, zdaj pa 98. Ne, ampak a upamo biti pošteni, fantje, tukaj na tem podcastu. Mislim, da smo dolžni to poslušalcem. Ja, glede to, da sponzorjev nimamo... Ne, pa tudi ko mislim, se mi zdi, da malo tako se okrog vrele kaše vrtimo. Kakle je vprašala, koliko je pomemben, recimo, a znamo to odgovoriti, koliko je pri potencialni partnerki pomemben videz, karierni, finančni uspeh, status v družbi. A imamo jajca, da povemo? Videz absolutno ni pomemben. Ok. Please explain. Tukaj ni kaj za... Čakaj, ni pomemben. Ni pomemben. Se pravi... Pa čem ni pomemben? Jaz sem zdaj čist zaprepadena sva. Pri slepih. Okay. Ne, ni pomemben. Čakaj, kad ti iščeš partnerko, pa ljudi, ki so ti všeč, punce? Ne iščem. To se zgodi samo. No. Sveda. To je vse flow. To je pa Klemen Selakovič na steroidih. To je flow, moraš biti v flowu. Ne pričakuj nič od videza. In boš dobil najlepšo. To je tvoj ego, če od videza. Če ti videz povem. Ne, ampak tebi ni to nič pomemben. Pač. Okay. Trolano, a lahko prosim. Se vem, sam hočem... Ne, videz absolutno ni pomemben. Dobro. Se pravi, ne upamo reči. Ne, jaz upam. Absolutno nič to ni pomembno. Aha. Kaj pa je? Srce. Srce. Duša. Duša.